dokler ne sprobaš, je to zgolj informacija. In pač jaz ne moram naprej govoriti nekaj, kar sem, samo nekaj, kar sem slišal ali pa prebral. Jaz, če nisem sam dal tega skozi procesa, mislim, ne da ne morem, brez veze mi. Pa si bil skozi tak? Ja. Si skozi to nujo čutil? Ja, da pač mislim, da sem lahko kredibilen pa avtentičen sam, če govorim to, kar živim. Se pravi, vse to neko modrovanje na podlagi prebranega, videnega, slišanega, pač ne vem, zame nima neke posebne vrednosti, če ni doživeto skozi izkušnjo. Ja. Emil Ledenko, lep pozdrav. Deva narediti tole čim bolj sproščeno, čim bolj na easy, ker zadnjič recimo si bil v situaciji, ko so bile stvari malo bolj resne, a ne? Na hrvaški televiziji, in sicer v oddaji Na robu znanosti, ne? Ja. Ki je, to je ena najbolj gledanih Ja, v bistvu oddaj, to je Hrvaška 1, ne? Ne, zdaj na hrvaški trojki, Aha, to je trojki. pomes, ne vem, dolgo leta na enki pa na dvojki. Ja. Je pa že, ne vem, desetletja v bistvu ena najbolj gledanih oddaj na Hrvaškem. Kdaj ste to posneli? To ste posneli kakšen mesec nazaj? Sredi januarja. Sredi januarja. A se pa je bilo pa dosti hitro objavljen, ne? Mislim, da je bilo čez en mesec. Ja. Ja. Ne glede na to, kakšna mašinerija je to, kar hiter stekel. Ja, je šlo kar hitro, tako da. Od furu si pa, tako kot sem prej rekel, ne, ker še nismo kamere prižgali. Lej, BP, od prve do zadnje sekunde sem bil napopan gor in vsaka čast, res. Tako da sem se pa že vprašal, pismo, kvačva, zdaj boš v slovenščini razlagal ali boš v hrvaščini? Bova kar v slovenščini. Bova kar v slovenščini. Ej, super. Moramo se dotakniti hladne vode, ne? Ker te je v končni fazi kar v veliki meri definirala ali pa ti je dala popotnico za življenje. Ne? Čeprav si mi rekel, spet off camera, si mi rekel, lej, lahko se pogovarja marsikaj drugega, ne da sam pri vodi ostane, ker se pa jaz, s čimer se pa čisto strinjam. Ne? Tako je. Mislim, voda je pač ena izmed orodij, Ja. ki lahko človeka podprejo, tako da ni pa edino. In kako je ta tvoja tranzicija iz profesionalnega nogometaša v bistvu, ne, v terapeuta zavestnostnega dihanja oziroma zavestnega dihanja in vse, kar se tiče hladnih kopeli, kako je to izgledalo? Kdaj se je to začelo? Da nas malo popel v preteklost. Imaš v bistvu niti ne Pa te prepuščam, koliko globok bo šel, pa, a veš, ne. Niti ne maram teh izrazov, terapeut, učitelj, guru in tako naprej. Take stvari ne moraš tudi povedati, ja. Ker dejansko v bistvu jaz nimam koga kaj naučiti, ker ljudje se lahko samo sami učijo. Tako da v bistvu jaz lahko podam informacije, lahko pač predam svoje znanje, tisto, kar sem raziskal preko lastne izkušnje. Kaj pa lahko nekdo vzame od tega, je pa pač stvar posameznika, ne. In eni lahko vzame ogromno, eni malo, eni pa nič. Tako da to pravim, da ne moram nobenega nič naučiti v bistvu, ker vsak sam se nauči toliko, kolikor v danem momentu zmore vzeti. Tako da pravim, vsak je sam sebi najboljši učitelj, v osnovi smo pa na nek način vsi en drugim učitelji in učenci, tako da. Zdaj ta moja pot, na to pot, ja, seveda, bil sem profesionalni nogometaš, pa tudi zelo uspešen trener, mlajših kategorij. 6 let sem treniral otroke v Domžalah, pa 1 leto v Celju. V tistem času sem bil prepričan, da je to moja edina pot, se pravi, da se bom ukvarjal samo s tem. Dokler na neki točki nisem začutil, da ta svet ni več moj svet. Enostavno ni prišlo to preko noči, ampak Govoriš o svetu profesionalnega športa. tako, nogometa. dobro, čeprav tako, ja, čeprav zdaj pri tem treningu otrok ne govorim o profesionalizmu, ampak govorim nasploh o svetu športa. Pa
o odnosu, pa vse, kar se dogaja. Namreč jaz že kot profesionalni športnik, zdaj, ko gledam za nazaj, ne, jaz v osnovi profesionalnega športa pač ne bi priporočil nobenemu. Gibanje, rekreacijo absolutno ja, profesionalnega športa ne. In mnogi mi rečejo, kao, pa saj ti si bil, ne vem, toliko in toliko let profesionalni športnik, ne, kao, kako da ti tega ne priporočaš? Ravno zato. Ker sem preko lastne izkušnje videl v bistvu, kaj pomenijo ti pritiski, kaj pomeni odrezan biti od telesa, kaj pomeni, ko te nekdo sili, kaj pomeni, ko pač greš redno preko sebe in to pripelje, ne vem, do travm psihičnih, do poškodb in tako naprej. In nekako sem pustil to za sabo, v smislu lastne igralske kariere, ki je bila na žalost prepojena s poškodbami. Bil sem sicer ful talentiran, ampak zdaj, ko vrtim zgodbo, v bistvu spoznam, kaj se je dogajalo. Ker jaz sem bil ekstra talent, ampak jaz sem užival v igri, dokler je bila to zame igra. Se pravi, nekje recimo, ne vem, do konca osnovne šole. Pol že v srednji šoli so se začeli pritiski, ker sem pač iz Domžal prestopil takrat v Olimpijo. Olimpija je bil na področju bivše Jugoslavije priznan klub. In začeli so se pritiski, vedno večji, in v bistvu jaz sem bil v vedno večjem krču. In enostavno nisem več mogel pokazati vsega, kar znam, ker pač nismo vsi ljudje isti. Jaz sem ena taka bolj občutljiva duša in zame ta gladiatorstvo ni. Se pravi, dokler je bilo to igra, mi je bilo super. Ko pa pol rezultat, pa pol še denar, ki sicer ni bil tak kot danes, ampak me se telo začelo upirati. Ker enostavno pač, jaz pa ne znam drugače povedati, kakor da to ni bila pot moje duše. In seveda, telo se upira, ti ga ne poslušaš. In pol poškodba. Poškodba na poškodbo. Da ne govorim, da sem pol doživel še en hud psihičen zlom, o katerem dolgo časa nisem govoril v bistvu, in to je praktično prekinilo mojo kariero in to, ko sem bil star 21 let. Se pravi, danes komot govorim o tem, zato ker je veliko ljudi, ki se lahko poistovetijo s to zgodbo. Leta in leta borbe z depresijo, anksioznostjo in tako naprej. Tako da v bistvu kar ena taka huda reč. Ampak zgodila se je pa zaradi pritiskov. Začela se je pač iz starši oziroma očetom, nadaljevala se je s trenerji, z okolico, vsa ta pričakovanja, in enostavno pač jaz tega nisem mogel nositi. Kot trener sem pa začel podoživljati te stvari preko otrok, ker sem videl, kaj starši delajo svojim otrokom, ki so stari 7, 8, 9, 10 let. Oni že pri teh letih vidijo v Barceloni, Realu, še shodili niso, še v Planicah so. In oni že delajo, ne vem, kakšni igralci od njih. In ko sem videl njihov način obnašanja, koliko se oni na te otroke derejo, koliko oni v bistvu, se pravi, kakšna pričakovanja, bolna pričakovanja so v ozadju, sem jaz preko tega doživel svojo zgodbo. In jaz sem bil tem otrokom oče, mama, trener, pedagog, psiholog, vse. In jaz sem imel krasen odnos in z otroki in starši. Ampak cela ta zgodba, v bistvu, kaj to naredi za dušo enega človeka, se mi je pa uprlo. In na tisti točki sem se odločil, da čeprav sem končal pač diplomo pro, se pravi, to je pač v Sloveniji, da bi lahko treniral, vodil prvo ligo, člansko, sem enostavno diplomo strgal in sem rekel, s tistim dnem ne bo me več nazaj v ta šport. Starši so mi pol govorili, zdaj imaš vročo glavo, saj ko se boš ohladil, ne boš mogel živeti brez fuzbala, pač to je tvoje življenje. Jaz sem tisti moment vedel, ko sem rekel ne, da je to dokončano. Zato, ker ni prišla ta odločitev čez noč, ampak je dozorevala, recimo, 1 leto. In ko sem vse prelomil, sem rekel, da
grem lahko samo še naprej. Poti nazaj ni bilo več. In nekako, zato, kar sem rekel na začetku, da absolutno priporočam aktivnost, rekreacijo, gibanje, profesionalni šport pač jaz ne priporočam, kar ne pomeni, da ne navijam za naše športnike ali pa da jim ne privoščim. Absolutno ja, ampak pravim, z vidika zdravja pa počutja pa ne. Zato, ker eno je šport, eno je tekmovalni šport, drugo je pa šport za zdravje. In tekmovalnost pa zdravje ne gresta skupaj. Seveda dobiš ti preko športa določene kvalitete v smislu discipline, vztrajnosti, volje in tako naprej, kar ti absolutno lahko koristi v življenju. Tudi spoznaš prijatelje, dobiš en krog ljudi, s katerimi se povežeš, se pravi, tudi socializacija je pomembna. Ampak, ko dam pa na vago, koliko škode to naredi telesu, psihi, pa pač za moje pojme ni vreden. Tako da v tistem času, v bistvu, ker jaz sem bil cel življenje v bistvu povezan s tem fuzbalom, seveda nisem vedel, kaj bom počel, ker to je bil edini svet, ki je bil meni znan. Ker dejansko je tudi pač samo to mene zanimalo. Seveda, mogel sem pač iti nekako naprej in delal sem različne največ sem bil v mrežnih marketingih, take in drugačne posle v bistvu. To je trajalo leta, ampak to je bilo dejansko v bistvu delo za preživetje. Se pravi, nisem jaz te stvari delal zato, ker bi jaz to pač rad delal, ampak ker je pač nekaj treba delati, da človek lahko zasluži in da lahko živi. Ampak ker je moja duša radovedna duša. In ker jaz nikoli se nisem zadovoljil s tem, kar je, ker sem vedno verjel, da mora obstajati nekaj več. In me ta radovednost, me je gnala naprej, tako da sem pol v bistvu, mislim, da je bilo leta 2017, nekje februarja, me je pa srečala ledena voda. In to je ena zanimiva zgodba, ker v osnovi jaz ful nisem maral mrzle vode. Se pravi, jaz sem imel totalni odpor, recimo jaz morje, če ni bilo 22, 23, se nisem spravil noter, tuširal sem se s kropom, če je šel nekdo za mano v kopalnico, kot da si prišel v savno. Tako da nekako mi je bilo zanimivo, v bistvu, ker me je to srečalo, kako bom jaz se s tem lahko izzivom soočil. Bilo je pa v bistvu stvar v tem, da je bila meni že kar nekaj let pred tem diagnosticirana artroza kolkov, bolečine so bile res hude in jaz sem iskal... A to že v času nogometa ali po? Ne, po karieri. Okay. Ja, ker dejansko v bistvu spravim, če duša trpi, nekaj se pozna tudi na telesu. Pač eni, ne vem, zbolijo za rakom, enim udar na ščitnico, pač enim, ne vem, meni je na kolke. In ena znanka v bistvu, ki je pač vedela, da jaz raziskujem, jaz sem še takrat dihalne tehnike, so me zanimale, meditacija in tako naprej. Na vodo absolutno nisem pomislil. In ona mi pošlje link, se spomnim, na Messenger od Wim Hofa. Prav, Emil, daj poglej si to, mogoče ti bo zanimivo. In jaz se danes ful smejim tej sceni, ker jaz sem ta link odprl in sem videl človeka noter v ledu. Jaz sem link zaprl. Nisem sploh prebral. In sem mi še napisal, pa kje si mene najdla, ker jaz ne prenesem tega. Ne. Je rekla, pa dobro, pač, ne vem, preber si, se mogoče boš pa kaj najdel. Ne. In jaz nisem 14 dni tega linka odprl. In po 14 dneh pač neki me je nagovarjal in sem jaz ta link odprl. In zdaj jaz berem zgodbo Wim Hofa. Radovedna duša te je tako, nagovarjala. berem to zgodbo in vidim, dihalne vaje, to mi je domače, to mi je top. Ampak hladna voda, Bog pomagaj. In način sem rekel, jaz to po moje 14 dni sem po spletu brskal, ne vem, poslušal njegove intervjuje in pač vse bral o tem. In sem rekel, čak malo, zdaj, če bom samo bral o tem,
pa ne bom sam tega naredil, in tako ne bom vedel, kako to zgleda. In sem se odločil, da se bom jaz tega izziva lotil, čeprav ne vem kako, ampak se bom tega izziva lotil. In sem začel, čeprav je v bistvu ta metoda v osnovi predstavljena kot metoda dihalne tehnike pa mrzle vode, sem jaz prvi, po moje, 3 tedne samo dihalne vaje delal. Rekel, bom jaz začel z dihalnim vajem, da jaz to malo začutim, da se prepravim in bom šel pol v vodo. In po 3 tednih ali pa 2, ali pa enem mesecu, ne vem točno, pa če jaz začutim, da zdaj bi pa to probal, oziroma ne probal, naredil, ker če bi rekel, da probam, pol ne bi tega naredil. Ampak mi je bilo grozno strah. In jaz se spomnim, 2 noči prej nisem mogel spati, bil sem nemeren, tisto jutro, ko sem se pač zbudil, ko sem se odločil, da bom štartil, groza. In sem rekel, nič, bom naredil tako, kot Wim priporoča, naredil bom dihalne vaje, da se malo povežem s sabo, da se umirim, potušam bom dihal, umirjeno, tako kot on govori, se to je tako easy. In grem in naredim. In moram reči, seveda, mrzla voda v bistvu v prvi fazi, ker je mrzla, te stisne, ne, vzame sabo. Ampak sem pa imel to zavedanje v ozadju, ki je Wim rekel, samo sproščeno dihaj. Ker sem pa že imel izkušnje z dihanjem, sem se v tistem hipu, ko mi je vzel sapo, spomnil in sem rekel, Emil, sprosti se, sam se, dihaj. In jaz sem se dejansko umiril v 10 sekundah. In pa sem bil, ne vem, potušam tisto minuto, 2, ne vem, koliko sem bil danes. Iz prve? Ja, minuto, 2, tam nekje. In sem pa rekel, pa čak malo, vse to ni toliko težko. Mislim, jaz sem mislil, da je to ful težje. Ja. Ne bom rekel, da je bilo prijetno, Ja. ni bilo pa zdaj tisto. Ja, to sem čakal, da boš rekel, ja. Tako, ne, ni bila pa tista groza, ne. In sem rekel, če bi jaz to vedel, ne vem, 10-15 let nazaj, ko sem bil mogoče še aktiven nogometaš, mogoče me pa kaj podprl pri tem, ne, ker jaz recimo, ko sem šel po zimi v Dalmacijo, recimo dobi staršem, in sem videl recimo, ne vem, takrat so bili umproforci, ko so se po zimi kopali, pa morje recimo ni niti približno tako mrzlo, kot recimo Kamniška Bistrica, in sem jih občudoval. Kako lahko en pozim plava noter, ko bi meni enkrat to ratalo v lifeu, sem zmagal. In potem sem pač se to spomnil, se rekel, pa sej, to ni tako težko, če se pravilno prepraviš. In zdaj drugi izziv je bil pa Kamniška Bistrica. Ker jaz sem si kupil pol Wim Hofa tečaj, 10-tedenski, in je bilo prvih 7 tednov tuš, 8. teden je bil pa izziv zdaj nekam, ne vem, v Čebr z ledom ali ledena reka. In sem rekel, zdaj pa napočil čas, da jaz to naredim. In spet zelo isti občutki, kakor pred prvim tušem. Spet 2 noči nisem spal, tisti dan, ko sem se zbudil, sem bil vas blesal, spet glava dela svoje, to je naša čudežna glava. Ker dejansko v bistvu cela zgodba se odvija v glavi. Ampak jaz sem se odločil, da grem. In sem pač prosil eno znanko, če gre z mano, samo da je tam na obali, če se karkoli zgodi, da me povleče ven. Samo to, pač da je nekdo z mano. Plan B. Tako. In jaz se tam, se pravi, ob vodi prediham. Zdaj pa ali živ ali mrtev, ne. In grem v vodo, spet valjda, zdaj malo bolj stisnil, ne, ker to je povsem malo bolj hladno kot tuš. Koliko je to stopinj? Približno? To je bil februar 2017, 4 stopinje. Aha. In jaz grem noter, stisnem me ful, ampak spet sem v glavi, Emil, dihaj. 10-15 sekund, odpor zgine. Čakaj malo, a to je to? Mislim, zelo podoben princip, kot pri tušu. Je normalno, in pol, ko to enkrat narediš, ko vidiš, da ni prijetno, ker te pač zareže, ker ti vzame sapo. Ampak če veš kako, pol ni tako zajeban, kot ljudi mislijo. In pač pol me pot vodila naprej v to smer. A si kdaj Wim Hofa tako osebno tudi srečal? Ne,
imel sem takrat, sem bil ful navdušen, pa čist divji, no. In sem hotel se imeti k njemu na to pač licenciran tečaj. Pol sem se pozanimal in ko sem videl, koliko je enih prepovedi oziroma nekih pravil, kaj smeš, kaj ne smeš, v bistvu sem se odločil, da ne grem, zato ker pač jaz sem preveč svobodna duša, da bi me kdorkoli omejal z nekimi pravili, tako da pač ja, tisto znanje sem počrpal, kar sem lahko. Na tisti točki sem se pa odločil, da grem naprej svoje pot, ne. In pol sem začel raziskovati sam. Pol v bistvu nekako Wim Hofa sem Pa že pustil. predhodno si imel, ne? Neko znanje Ja, tudi ja, in tako, naprej. tako, ja. Kombiniral, dodal. Kombiniral in sem pol v bistvu Wim Hofa nekako dal na stran. Pravim, njemu vsa čast za to, da je približal to hladno vodo, bom rekel, ljudem, ker se je pač medijsko izpostavil. Ja, ja. Ampak jaz sem začel pol raziskovati druge dihalne tehnike v bistvu in me je pač pot peljala v neko samostojno smer. In kako na kratko dihalne tehnike, zdaj lahko povzameva, posplošiva, vplivajo na našo fiziologijo in posledično na naše počutje, se pravi na stanje tukaj gor. Kako je to povezano, oziroma Ja, gre se v bistvu za stanje prisotnosti, ker dejansko ljudje smo ves čas v glavi. Se pravi, ves čas nekaj meljemo, ali smo v preteklosti, ali smo v prihodnosti. Mi, če hočemo biti v sedanjem trenutku, je edini način to, da damo fokus na dihanje. Se pravi, fokus na dihanje je edina stvar, ki nas vodi v sedanji trenutek. Se pravi, v stanje prisotnosti. In kako dihanje vpliva, ne, se pravi, dihalnih tehnik je malo morje. Se pravi, ene so z aktivacijo simpatičnega živčeva, ene so z aktivacijo parasimpatičnega, veliko več je z aktivacijo parasimpatičnega. Pomeni dihalne vaje, ki te sproščajo, ki te pomirjajo, ki pač te relaksirajo. In na koncu sem v bistvu ugotovil, skozi vsa ta leta, da kar se tiče povezave dihanja pa hladne vode, in to vedno povem, da sploh ni stvar v tem, katera dihalna tehnika se uporablja, ker mene ljudje ful sprašujejo, a ti uporabljaš Wim Hofa, a uporabljaš kakšno drugo tehniko, katero uporabljaš? Ni pomemben. Pomemben je samo to, da ko ti delaš neko dihalno tehniko prisotno, umiriš zmanjšaš ta miselni tok in nekako prideš v stik s telesom, se pravi, greš v telo, si prisoten in potem deluješ iz prostora zaupanja. In to je ta v bistvu poanta, se pravi, ne katero tehniko boš uporabil, ampak kako jo boš uporabil. Se pravi, če ti nekaj delaš, pa razmišljaš o ne vem čem, o drugih stvareh, ne boš prišel v telo. Če se pa ti dejansko posvetiš, rečeš, ne vem, naslednjih 10-15 minut bom namenil stiku s sabo. Potem dejansko ni pomemben, katera dihalna tehnika. Lahko samo 10 minut prisotno sediš, pa samo dihaš. Saj misli pridejo, saj težko je biti brez misli, ampak ne daješ fokusa na misli. Ampak dejansko fokus je na dihu. Enostavno pač opazuješ dih v telesu. Kaj se dogaja pri vdihu, kaj se dogaja pri izdihu, si sproščen, kako sediš ali pa ležiš, a je kakšen del telesa zategnen, a je kakšen, ne vem, bolj sproščen kot je drug. Se pravi, dejansko v bistvu greš v občutenje in opazovanje. In dih v bistvu je ta most med zavednim pa nezavednim, ki ti dejansko v bistvu omogoča, da iz teh miselnih procesov prideš v stik z občutki. In a se to prej zgodi, če dihaš skozi nos, ali skozi usta, ali kakšna je kombinacija, čisto nekaj za vsakdanjo rabo? Za vsakdanjo rabo, ja, tako bom rekel, ne. Dejansko dihanje skozi nos je zakon vseh zakonov. Se pravi, usta so namenjena za jesti, za govoriti pa za lupčkati se.
nos je pa namenjen za dihanje. Se pravi, ok, bom tako rekel, obstajajo tudi dihalne tehnike, kjer se diha skozi usta. Ampak zdaj moramo ločiti dve stvari. Eno so dihalne tehnike, eno je pa dihanje, to, kar mi dihamo 24 ur na dan. Se pravi, dihalne tehnike, ki imajo svoj namen, se lahko delajo tudi skozi usta, ker to traja, ne vem, 10, 15, 20 minut in dejansko v bistvu dosežejo svoj namen, potem se pa ti vrneš nazaj na dihanje skozi nos. Jaz absolutno preferiram tudi pri dihalnih tehnikah dihanje skozi nos. Kar se pa tiče dihanja čez dan, absolutno in samo nos. Se pravi, nos je dihalni organ, pač to nam je narava dala in tudi v bistvu nos je tudi kot filter, se pravi, ko mi dihamo, ne vem, če dihamo zrak direkt v pljuča, se pravi, dihamo pozimi mrzel zrak, nos ga segreje, nos prefiltrira, se pravi, vse te delce, recimo, mikrodelce, ki mogoče niso najboljši, da grejo v telo, nos prefiltrira. Poleg tega ima nos eno funkcijo, v bistvu, ko dihamo skozi nos, se v telesu sprošča dušikov oksid. Dušikov oksid ima eno funkcijo, v bistvu ful dobro, in sicer, da zelo krepi imunski sistem, zelo pomaga, zelo podpira organizem, se pravi, dviga odpornost in tako naprej. Ampak to se zgodi samo, če dihamo skozi nos. In eno stvar jaz pri dihanju še zelo rad uporabljam, se pravi, dodam še zvok, lahko je to petje samoglasnikov recimo, ali pa mrmranje. In mrmranje je ena fantastična stvar, ker ko mrmraš, to pomeni, se pravi, dihu sproščanja dodaš zvok. Pri mrmranju se sprosti v telesu 15-kratna količina dušikovega oksida. Pomeni, da sploh pozimi, ko so te prehladi in tako naprej, dejansko ta način dihanja še dodatno krepi imunski sistem, ampak v osnovi dihanje skozi nos, kadar se da, če se le da. Jaz sem natreniral telo do te mere, da ves čas diham skozi nos tudi med aktivnim športanjem. Jaz veliko kolesarim, zelo rad imam klance in marsikdo si ne predstavlja v bistvu, kako lahko diham v klanc, recimo, jaz si ne predstavljam. samo skozi nos. Ko sem začel raziskovati dihanje skozi nos, tukaj absolutno priporočam knjigo od Patricka McKeowna, Dober dih, kjer je ful delal športniki in dejansko je največ pisal o tem, kaj se dogaja s telesom, ko dihamo skozi nos. In jaz sem bral vseh teh dobrobitih dihanja med športanjem, jaz sem takrat čez dan že dihal skozi nos, sem se naučil, ampak pri športu pa nisem mogel. In sem rekel, grem raziskat, da vidim, kaj se bo dogajalo, in vem, ko sem začel. Vem, da en klanc, recimo, ko sem ga drugače vozil, ne vem, 15 km/h, hitrost, ni bil stran klanc, sem rekel, da bom spustil hitrost za polovico, da vidim, če lahko diham skozi nos. In jaz po 100 metrih sem mislil, da mi bo razgnal pljuča, možgane, pa sem rekel, pa kjer idiot si je to spomnil, pa to no go, pa to. To je bil poskus 1. Ja, po moje, da bi prej shodil po trepalnicah, kakor pa da bom lahko v klanc vozil z dihanjem skozi nos. Ja. In to je bilo meni res no go. In sem pa rekel, nič. Pravilo pri dihanju skozi nos je pa prilagodi tempo dihanju skozi nos. Se pravi, pelji se tako hitro, kot ti dopušča dihanje skozi nos. Ampak to je pri meni pomenilo, da sem mogel, ne vem, iz 15 km/h spustiti, ne vem, na 4-5 km/h. To pa ni v redu za ego, ne? In pol je to sicer šlo, ampak so me začeli prehtevati vsi upokojenci. In jaz sem bil take bitke notranje. Ker jaz sem bil navajen na kolesu, ko sem jaz enega videl pred sabo kolesarja. Jaz nisem bil zdrav, dokaj ga nisem prehitel.
Zdaj pa so mi začeli upokojenci prehtevati. To zdaj ni mirodajno, zato ker zdaj so električna kolesa. Ne, takrat jih ni bilo. Takrat jih ni bilo. Takrat sem me, To je pomemben droben tisk. a veš. takrat so me, jaz sem bil specialko, mene so upokojenci pač z gorskim kolesom prehtevali. Jaz sem se hotel v zemljo odreti. In vedno, če bi ne vem, pred leti to hotel, jaz ne bi zdržal, ker moj ego ne bi tega prinesel. Ker zakaj? Ravno zato sem rekel, zakaj ne profesionalni šport. Moj ego je bil natreniran, se pravi, vse to, kar so me silili, ko sem jaz končal kariero, je v meni ostal ponotranjen glas vseh teh trenerjev. Ko so me oni nehali goniti, sem jaz gonil sam sebe naprej. Pač to je ta notranji glas, Ja, pač, ki ni tvoj, ampak je ponotranjen. Ja. In potem sem jaz na tisti točki rekel, ne. Mislim, to je bila po mojem ena od najtežjih odločitev zame za moj ego. Rekel, ne, tokrat bom vztrajal, da vidim, kaj se bo zgodilo. Dejansko, David, jaz sem rabil, mislim, da cirka 3 mesece. Jaz sem res iz dneva v dan, ali pa vsakeč, ko sem šel na kolo, malenkost dvigal tempo. In jaz sem po 3 mesecih prišel do istega tempa, 15 km/h, hece. skozi nos. Kar pomeni, da jaz, ko sem odpeljal nek klanc, jaz sem vedno na polno peljal. Tako da sem bil na koncu, jaz sem pač vedno, se pravi, števc, rezultat, Poznam. povprečna hitrost, brez tega ni šlo. Ja. In dejansko jaz sem bil ubit pol, jaz sem bil tako utrujen, da sem se komi do doma pol privlekel. Pa rabil sem pol, ne vem, 2 dni za regeneracijo. Dejansko, jaz sem sebe ubijal, tako kot sem ubijal trenerji. Ampak jaz sem prišel pol z dihanjem skozi nos, se pravi, z isto hitrostjo, na vrh klanca, pol manj utrujen. Se pravi, ista hitrost s pol manjšo porabo energije. In potem sem rekel, what the fuck? Če bi športniki to vedeli, ker kaj je cilj športnika? Ja, maksimalni izkoristek, s čim manjšo porabo energije, pa čim hitrejša regeneracija do naslednjega treninga ali pa tekme. In ta Patrik je v knjigi napisal, da če bi športniki se naučili dihati skozi nos, se pravi, rekreativni športnik lahko popravi rezultate nekje do 20% celo, profesionalni športnik pa od 3 do 7%. Ampak a veš, kaj je to 3 do 7% od tem, ko dočijo stotinke? Ampak se pravi, to ne gre čez noč. Ker večina profesionalnih športnikov ne znajo dihati niti v fazi mirovanja. In kdor ne zna dihati v fazi mirovanja, ne zna dihati niti med treningom. Ampak tudi to je posledica, da pride do obrab, da pride do poškodb. Ker dihanje vpliva na vse procese v organizmu. In če dihanje ni tako, kot je treba, vsi procesi v telesu ne delujejo optimalno. In recimo pri športniku to pomeni konkretno, recimo, da če ti dihaš, to je pa spet filozofija dihanja, ki sem jaz pač naštudiral, dejansko se dogaja, da več kot dihaš, to je kisikov paradoks. Več kot dihaš, manj kisika pride v celice, mišice pa tkiva. Raven kontra logiki na prvo žogo. Ti dobiš več kisika v pljuča, ko dihaš. Ampak dogaja se to, da če ti dihaš preveč, iz telesa zbiješ preveč CO2. To povzroči, da se kisik v telesu, kisik v krvi, se zalepi za molekule hemoglobina, fizično se zalepi. In ga telo ne sprošča naprej. Se pravi, ta kisik, ki je v krvi prisoten, ne pride v celice, mišice in tkiva in organe. In to pri športniku pomeni zakisanost. Pomeni boleče mišice, ko enkrat prideš do tega praga zakisanosti, sposobnost športnika pade. Se pa, ko enkrat si zakisan, pač se ustaviš, ne moreš več. Wow. In dejansko ta prag s pravilnim dihanjem premakneš naprej, oziroma ga dvigneš. Tako da z vidika športnika izboljšaš rezultate, pa absolutno, bom rekel, čeprav sem rekel, da
profesionalni šport ni zdrav, ampak z dihanjem se da omiliti škodo. Krasno. Tole, ko bom montiral, bom verjetno si še ene 3krat zavrtel, da bom sploh dojel, ne, za kva se gre. To je ena stvar. Druga stvar je, da si me zmotiviral, da še 100-tič probam dihati skozi nos med tekom na kolesu, ker sem to že tokrat probal in pa se je točno to zgodilo, kar si ti prej razlagal. Opravilna sposobnost je padla na minimum in pa mi ego ni dopuščal, da pač šaltam na to tehniko dihanja. To mora biti zavestna odločitev. Ja. Se pravi, zavestna odločitev, da si vzameš par mesecev, ker pač se moraš zavedati, da bo tvoja kapaciteta za doseganje rezultata bo padla. Ampak ko boš natreniral, boš precej pod narekovaj boljši, kakor si danes. Družba je, danes popoldne laufamo, če bom laufal počas, pol veste zakaj. Ne? Ja. Hej, da šaltava pol iz te hladne kopeli, mrzlih tušov, tehnik dihanja, še na druge zadeve, da se jih dotaknemo, bi vseeno klele, da zakrožva malo ta segment v smislu hladnega tuša. Kako, na kakšen način, koliko pogosto, da ohranjaš mogoče en tisti higienski minimum, bom rekel. Okay. Pa kako je recimo čist z dihanjem ena preprosta tehnika za vsakdanje sproščanje. Spomniš se, evo, zdaj pa imam par minut. Gremo. Ja. Zdaj tako, ko sem jaz začel, seveda Emil je bil vedno fanatik, ker jaz vse, kar sem se lotil, sem se mogel lotiti pač na polno. Ja. In jaz sem seveda to vsak dan, ker pač Wim Hof je rekel, da je to super in oprosti, jebeš telo. Vsak dan. Zato zdaj, ko si me vprašal za higienski minimum, v bistvu, jaz sem se toliko stvari naučil. Začel sem se mehčati, začel sem poslušati svoje telo. In dejansko v bistvu vsak mu lahko rečem, to ni tekmovanje, to je potovanje, raziskovanje. Tako da, jaz sem bil takrat se spomnil od začetka, ne vem, živel sem v Domžalah, jaz se mislim, da 5-krat, 6-krat na teden sem se vozil v Kamniško Bistrico. Tuš ni bil dovolj, mogel vsak dan biti v Bistrici. In potem sem ugotovil v bistvu, da to ni potreben. Se pravi, če me sprašuješ za nek higienski minimum, recimo, če to narediš enkrat na teden, recimo, nekje v naravi, vrh glave. Tuš lahko uporabljaš vsak dan. Ampak v smislu spet ne, da se te tekmuješ, pa da se nekaj maltretiraš, pa mučiš sam sebe, ampak dejansko se stuširaš, ne vem, s toplo, vročo, kakor ti paše, na konec pol minute, minuto zaključe zmrzlo in to je to. Pa še to sem pol prišel skozi raziskovanje do tega, načeloma niti to ne rabiš vsak dan. Se pravi, dejansko, ker so dnevi, ko ti ne paše, ampak zdaj je treba ločiti, kdaj ne paše telesu, kdaj ne paše glavi, ker glavi ponovadi nikoli ne paše. Ja. A veš, tako da, če telo rabi res počitek, pa da res ni, kakšen dan spustiš. Če vidiš, da je to samo tisto mentalno, spet mrzla voda, ko veš, da te bo tresla, pa to narediš. Ampak, kot sem rekel, načeloma, če tuš narediš vsak dan, na koncu mu zaključiš pol minute do minute, čisto ok. Če greš v naravo, enkrat na teden ali pa 2-krat na mesec, je dovolj. Ker je tudi taka razlika v temperaturi. In sami intenzivnosti izkušnje. Kar se pa tiče dihalne tehnike, jaz sem jih do zdaj uporabljal malo morje, od Wim Hofa do, ne vem, Soma breathinga, tehnike Davida Elliotta, ne vem, box breathinga, ni da ni, pranajama, taka in drugačna. Meni najbolj paše povezano dihanje. Se pravi, to je tehnika, kjer dihaš tekoče. Vdih in izdih sta približno enako dolga, ker s tem se zbalansira simpatični pa parasimpatični čustni sistem. Absolutno je to dihanje skozi nos.
Se pravi, to je umirjeno, prisotno dihanje skozi nos. In jaz sem leta recimo delal to, se pravi, fokus je obvezno na diafragmi, se pravi na trebušni preponi. Okay? Se pravi, da se dih dogaja spodaj, ker naravno za človeka je dihanje dojenčkov. In če pogledaš, kako dihajo dojenčki, večina dihalnega procesa pri dojenčku se dogaja v spodnjem delu. Se pravi, spodnji del trebuha. Se pravi, skozi nos vdihneš in skozi nos izdihneš. To sem delal leta. Zdaj sem dodal, ker spet seveda raziskujem, sem pa dodal še malo zvoka. Isto sem zadržal vdih skozi nos, se pravi isto, vdih pa izdih sta približno enako dolga, s tem, da pri izdihu spustim skozi usta zvok olajšanja. Pomeni, deset minut. Božanski občutki. To je celo že rahlo psihadelična izkušnja pri globokem dihanju, ker ti začne telo vibrirati. Se pravi, čutiš rahlo mravljinčenje, rahle občutke zadetosti, ampak tiste prijetne. In dejansko v bistvu telo se zdravi, telo se spravlja v ravnovesje, ker telo vedno stremi k homeostazi. Se pravi, telo bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da, bom rekel, se pozdravi, da te naše felerje popravi, če mu mi dovolimo. Če se pa mi ves čas vmešavamo, pa blokiramo te procese, pa telo pač tega ne more sprožiti. Tako da, če ljudi ni sram, da malo spustijo zvoka, je absolutno, to niti ni dihalna tehnika v bistvu, to je najbolj naraven način dihanja, s tem, da mu dodaš še malo olajšanja. In to te še dodatno sprošča, ampak pravim, stvar je v tem, da se balansira simpatični pa parasimpatični živčni sistem, poleg tega, kaj se dogaja, ko sta dih pa izdih približno enako dolga. To so pač ugotavljali zdaj že leta, da se baje zgodi neka stvar, ki se ji reče koherenca. Namreč uskladitev se delovanja možganov pa srca. In ko se diha, se pravi enakomerno, veliko dihalnih tehnik uporablja zadržke. Box breathing recimo je zadrževanje po vdihu, zadrževanje po izdihu. Tudi, ne vem, Wim Hof dela 30-40 vdihov, pa na koncu zadržek. Super. Zadržek ima fantastične učinke. Ampak to so vaje. Tukaj pa govorim o tem dihanju, pač, ki dihamo mi skozi čez dan, to, da mi uspemo biti fokusirani, prisotni, samo to se treba spomniti, pa to je vaja. Ja, se to, jaz sem prej rekel, treba se je spomniti. Ker mi pozabimo, veš, in pol gremo na avtopilot, ker je pa ta avtopilot naštelan na napačno frekvenco, ker večina ljudi diha popolnoma napačno. In absolutno preveč. Tako da, čim večkrat na dan se ustaviti, ozavesti dihanje, se pravi vdih, izdih približno enako dolga, ker se dejansko v bistvu, se pravi, delovanje možganov pa srca se uskladita. Tole je krasna iztočnica za tale quote, tale citat, ki si ga zadnjič napisal. Ne vem, je tvoja, si ga sposodil, ampak sploh nima veze. Sila, ki je ustvarila telo, je sila, ki lahko pozdravi telo. S čim oviramo to silo, da ne more opraviti svojega dela? A čuval, to vprašanje zariniti, oziroma poskušaš odgovoriti? Ja, v bistvu, ne, to ni moj quote, v bistvu, to sem pač poslušal en predavanje, sicer niti ne vem, čigav quote je to. Mislim, da od enega ful znanega psihologa ali terapevta, ali ne vem, kdo je točno bil, ker ga ni omenil po imenu. V glavnem, pač, ko je ta tip razlagal o tem, v bistvu je rekel, da pač sila vesolja je ustvarila tudi nas. Se pravi, dejansko pač v nas je celo vesolje. In
naš telo je vrhunska inteligenca, ki je naštiman, da deluje optimalno. In telo ima neverjetne sposobnosti samozdravljanja, obnove, regeneracije. Ampak, ker pač mi s svojimi programi, prepričanji, vzorci, mislimo, da smo, ne vem, bolj pametni od narave, se pravi način življenja, način razmišljanja, prehranjevanja, tako naprej, vse, kar mi rečemo, vsaka misel vpliva na nas. In zato pravim, da je najboljše zdravilo prisotno dihanje, ker takrat v bistvu dejansko dovoliš telesu, da dela svoje. Ker kaj se dogaja, mislim, mi smo skozi vzgojo, skozi šolanje smo indoktrinirani, to je dejstvo, programirani. In te programi niso dobri za človeka. In telo ne more delovati optimalno, ker kaj se dogaja? Kaj se dogaja v bistvu pri tej programiranosti? Mi nekaj razmišljamo, se pravi, vedno se prvo sproži neka misel. Na misel se pravi, misel sproži neko čustvo in na to čustvo se odzove telo. In to je ta proces, ki se vedno dogaja. In zdaj, če je notranji dialog samokritičen, negativen, ne vem, če se mi sodimo sami sebe, ne vem, nismo dovolj dobri, nismo sposobni, si ne zaslužimo, ne znamo, karkoli, poleg tle žalost, strahovi, jeza, vsa ta, bom rekel, težka čustva, ki samo po sebi ni nič narobe z njimi, ker pač ljudje mi občutimo vsa čustvena stanja. Ampak je problem, ker se pri njih zadržujemo preveč dolgo. In vse to blokira te procese, to, kar si ti zdaj omenil, v bistvu, da bi se telo lahko pozdravil. Ker dejansko v bistvu te samokritike, te samodestrukcije, samosabotaže je ogromno. Ampak kaj se dogaja? Vzgoja staršev, šola, ljudje, ne vem, poslušajo novice, gledajo televizijo, pa to je 90% negative stvari, ki nas ne podpirajo. Yeah. In dejansko, če mi o tem razmišljamo, o tem govorimo z drugimi, na nek način v bistvu hipnotiziramo sebe in druge. Ampak se tega ne zavedamo. Ker v bistvu, to, kar je rekel en gospod, Aleksandar Šinigoj, vse je hipnoza. Vsaka beseda, vsak stavek je hipnoza. Sam pač mi temu ne rečemo hipnoza. Ampak zakaj hipnoza? Zato, ker v bistvu na naše nezavedno deluje. In če neko stvar slišimo tokrat in tokrat in tokrat, se pač nekam usede in dejansko mi začnemo, to ponotranjimo in začnemo mi na ta način delovati, živeti, razmišljati, govoriti in tako naprej. Tale je čisto v kontekstu, pa to sem tudi pri tebi pobral. Beseda, ki jo zadržimo zase, je naš suženj. Ja. Beseda, ki nam uide, je pa naš gospodar. Ja, wow. To je to dejansko v bistvu, da je to je ta, bom rekel, modrost, ker ljudje pač, ker smo čustvena bitja, nam nekdo pritisne na tipko, v bistvu prva reakcija je uide, se zato pa poudarek na uide. Ja. In pa, ko se miriš, pa reče, kva mi tega treba. Kako ne te to zgliham? Vse bilo drugače. Ja. In pa človek reče, recimo, naslednjič bom drugače, ker to res nima smisla. Res nima smisla. Ampak čez 5 minut nekdo pritisne, pa spet isto. To so ti nezavedni programi. In tukaj dejansko v bistvu jaz edini način vidim, kako to spreminjati, je s pomočjo dihanja. Ker jaz vem pri sebi. Takrat, recimo, ne vem, če sem utrujen, pa nisem v najboljšem stanju, ne vem, pa nisem takrat fokusiran na dihanje, to pride z mene. Ampak ko sem jaz v svojem stebru, ko se jaz dobro počutim, in takrat, ko sem jaz fokusiran na dihanje, me bo zelo težko vrgistira. Torej, s prisotnim dihanjem kupiš tisto sekundo, ker ljudje reagirajo v sekundi. Če bi samo zmogli tisto sekundo zdržati, bi bila reakcija drugačna. In raven dihanje, z dihanjem kupaš
to sekundo. Ker lahko narediš ne 2, 3 vdihe, okay. A veš, to je čustven naboj. In kad ta čustven naboj samo malo popusti, ni več potrebe po isti reakciji. Se pravi, na ta način prideš tudi do, ti praviš, samo spominjanje. Ne samo izboljšava, Ja. kateri vsi stremimo, oziroma so nas institucije priučile, da bi mogli, ne? Ja, samo spominjanje. samo Absolutno, spominjanje. ja. Zato, ker... Če pa še v tem malo. Ker tudi, to sem si mogel tudi zapisati, ker je, tu sem spet kradem od tebe. Dolžnost vsakega človeka ni samo izboljšanje, ampak samo spominjanje. Samo spominjanje zahteva vrnitev v stanje prvinske moči, ki smo jo izgubili, ko smo zapustili idealno stanje novorojenčka in se podali s strahom prepojen svet, ki nas je pri tem pokvaril. Ja, to je to v bistvu. Govorimo o vseh teh programih, ki so naloženi. Ne? Se pravi, ker če se moram jaz spreminjati, pomeni, da z mano nekaj narobe. Se pravi, jaz že štartam iz pozicije, da z mano nekaj narobe. Ja. Pa z mano ni nič narobe. Pa s tabo tudi ne. Pa z nobenim ni nič narobe. Pač mi se moramo ponarekovati samo spomniti. Ker nam je bila v bistvu moč odvzeta. Ker je cela družba strukturirana tako, da mi našo moč dajemo drugim. Začne se seveda starši, pa so pa učitelji, pa so pa razni, pač vse avtoritete. Lahko je to župnik, lahko je to, ne vem, sodnik, lahko je to kdorkoli je avtoriteta. Se pravi, mi smo se navadili svojo moč dajati drugim. Ampak problem je zdaj v odrasli fazi, ker bi pa ljudje bili radi svobodni. Ampak ne bi pa prevzeli odgovornost. Ja. In Prav. svoboda, karkoli nekoga to pomeni, ne obstaja brez prevzemanja odgovornosti. Za prevzeti odgovornost pa rabiš svojo moč vzeti nazaj. Ker ne moreš biti svobodan, pa skozi pričakovati od njega drugega, da te bo odrešil. Ne gre. Se pravi, dejansko v bistvu poglobiti se vase, v smislu, da spet počas, to ne gre čez noč. To je toliko plasti naloženih čez. Se pravi, počas. In tukaj je dihanje, hladna voda, meditacije, so pa samo orodja, ki ti na tej poti samo spominjanja pomagajo. Da se ti počas začneš zavedati, da si vreden, si dovolj, si vreden ljubezni, da ti denar pripada, da ti obilje pripada, ker to je naša rojstna pravica. In vse to, kar mi mislimo, da nismo ali pa da nam ne pripada, so glasovi drugih ljudi. Ampak katerih drugih ljudi? Ljudi, ki so prestrašeni, ki so bili tudi programirani od svojih staršev, pa oni od svojih staršev. Se pravi, programi, to je v bistvu to je transgeneracijsko. To se iz generacije v generacijo prenaša. To niso geni, to so navade. Ja. In pač pol nekdo v generaciji pride in očitno se v telesu, zato da bo to prekinil. Se pravi, s tem razbremeni generacije za sabo in tudi generacije pred sabo. In to je naša naloga pač teh, ki bom rekel, se tega zavedamo, da te vzorce prekinemo. In da mogoče da našim otrokom in njihovim otrokom dejansko v bistvu damo neke druge karte. Ali pa drugo izhodišče. Kje je po tvojem mnenju pol največja zabloda šolskega sistema, ne? Ker vse se nekje začne izvrševati v mladih letih, pri otrocih in tako naprej. Tukaj imaš tudi, se mi zdi, en predlog, ne, za en dokumentarc. Ja, kjer je največja zabloda? Težko rečem, kjer je največja zabloda, ker je šolski sistem sam po sebi zabloda. Ja, bravo, ja. Se pravi, to je čisto enoumje. Ker jaz pravim, saj eni se name jezijo zaradi tega, ampak jaz pravim, da šolski sistem pa izobrazba imata bolj malo skupnega. Ker šolski sistem je v bistvu dobesedno memoriranje podatkov. Učenje, da si nekaj zapomniš, od tega 95% ne boš nikoli uporabil. Izobraževanje pomeni pa raziskovanje odprtega duha, odprtega uma.
In ja, absolutno predlagam film, zdaj pa če koga zanima, ne mi piše, pa mu bom poslal, ker se ga ne da dobiti z razlogom. Film Abeceda. Film Abeceda, jaz sem ga pogledal pred 15 leti, po moje 10krat, in pol se ga ni dal več dobiti. A res? Ne, DVD so nehali prodajati, se pravi šel iz prodaje ven, nikjer na spletu se ga ni dal A dobiti. da nekaj. Ne, in mi ga je zdaj pred enim mesecem, mi ga je pač ena znanka poslala, ne vem, ki ga je uspela dobiti. Se pravi, to je najboljši dokumentarc na temo šolanja, kadarkoli posnet v bistvu, ker raziskuje več kot 20 let. Dejansko to ni neko subjektivno mnenje, ampak 20 let so raziskovali šolske sisteme po vsem svetu, in so prišli do zaključka, da so vsi isti. Da so vsi isti narejeni v škodo človeku, pa v korist sistemu. Ampak ta sistem pa vemo, kakšen je. Ker ko sem vprašal, ok, največja zabloda šolskega sistema, če bi mogel eno stvar zbrati, ker jih je ogromno, Ja. je to, da je vsak otrok je prišel na ta svet z določenimi darovi pa talenti. In pride v razred, v šolo, in ti dejansko v bistvu vse otroke, ki so popolnoma unikatni, obravnavaš isto. Vsak se mora isto učiti, vsak mora isto znati. Ja, razumem, da je to učiteljem težko, če jih ima 25-30, kako se bo zdaj posvečal vsakemu posebej. Ne? Ampak že z tega vidika, pač to šola ne more biti primerna zaradi tega. Ker v bistvu ubije te talente pa darove. Ker nismo vsi za vse in tudi ne zanima vsakega vse. Pa ok, ja, razumem, da bom rekel neke splošne informacije, ok, se naučiš, v redu je, ampak ne pa, da recimo primer v šoli konkretno, da vsak učitelj se obnaša, kot da je njegov predmet najbolj pomemben. In je 95% informacij, ki jih nikoli ne boš koristil, dejansko v bistvu s tolikimi informacijami, ki si zafila v glavo, kje pa je prostor, da sploh še ostaneš v stiku s tem, kar si prinesel s sabo, pa da te nekdo pri tem spodbuja. In zato le redko kdo kot odrasel pozna svojo pot. Redko kdo. Kako po tvoje, da ne bom rekel najlažje, ali pa kako povozaš, tudi ni ta pravi izraz, kako greš čez ta zakoreninjena prepričanja o samem sebi, kako jih tudi zbrišeš ni, ta pravi izraz, sploh ne vem, kateri je. Ja. Kako greš prek njih, da se ponastaviš, če veš, kaj mislim. Ja, jaz bi rekel, da se gre tle v bistvu za osvoboditev. Proces. Proces, to je pa zdaj stvar, ogromno je na to temo napisanega, ogromno je na to temo posnetega. Zdaj tudi spet, a veš, ta New Age je prinesel ogromnega balasta. Tako da tudi ta duhovnost je danes, Bog pomaga. 80% je džanka. A veš, zdaj ločiti zrno od plevela, ne. Pač ja, verjetno se moraš v prvi fazi tudi pač pobrati nekaj plevela, ne, da dejansko pol vidiš, da to ni to, ne. Ni druge poti, kakor samo raziskovanje. Se pravi, ja, lahko ti pomagajo kakšne, se pravi tehnike, dihanja, vode, meditacije, kakšni dobri seminarji, dobre knjige, absolutno kvalitetni psihoterapevti, ker je težko sam, ker tudi ne moreš sam vsega videti. Ampak dejansko je pač edina pot je to, da se zazreš vase, pa s pomočjo različnih tehnik pa začneš raziskovati ta notranji svet in da probaš prepoznati, kaj je tvoje, pa kaj ni tvoje. In se tudi o tem pogovarjati na koncu koncev, ne? Absolutno. Danes se spravim, da vsak človek bi mogel imeti enega terapevta, s katerim bi se lahko pogovarjal. Ker mnogi se niti nimajo s kom sploh za pogovarjati. Partnerji so skregani, ne govorijo, ali pa nimajo prijateljev, ali pa se nočejo pogovarjati o tem, ker jih je sram. Danes, ne vem, nekdo ima
ne bom rekel niti težave, pač izzive, s čimerkoli, zdravjem, denarjem, odnosi, zadržijo ljudje zase, ker je to sramota. In pa reče, gre k terapevtu, nekaj narobe z njim, a je zmešan. A veš, in to so spet ta prepričanja, bom rekel, te konzervativne družbe. In dejansko, govoriti o tem, se povezovati s podobno mislečimi, v bistvu mi bi se mogli obkrožiti z ljudmi, ki nas razumejo pa podpirajo. Mi se pa absolutno ljudje se preveč časa posvetijo ljudem, ki jih kritizirajo, ki jih omalovažujejo, ki jih pač dol vlečejo, ampak samo zato, ker je težko reči ne, pa težko postaviti mejo. In tudi tukaj, se pravi, učenje reči ne, učenje postaviti mejo, je tudi proces, ki bi mogel pač vsak se ga sam lotiti. Ker če ti nekaj škoduje, pa če gre nekdo predele, če sorry, dovolj, pa tudi če to osebo zgubiš v svojem življenju. Jaz sem eno stvar rekel, prijatelja nikoli ne moreš izgubiti. Lahko samo spoznaš, kdo so. Ja. To je dobro, ja. In dejansko v bistvu tle, ne vem, pravim, danes v današnjem času, zaradi vsega, kar se je dogajalo in se še dogaja, bi vsak človek rabil kvalitetnega terapevta. Vsak. Vsaj v tisti začetni fazi ali pa prehodni fazi, da ga nekdo usmeri. Pa tudi ti verjetno daš vedno večji poudarek do pogovora, do izražanja na teh svojih delavnicah, pa individualnih delavnicah, predvidevam, ne? Ja, recimo, pri meni se zgodi ena zanimiva stvar, pač dobro, očitno jaz sem s tem delom sem rojen, po moje, no. Sploh, ko delam individualno, pač ljudje pridejo k meni zaradi, ne vem, dihanja pa vode, pa se mi podprejo, ne, in to na koncu rata nek nehote ali pa čisto spontano, nek terapijski proces, ne, v bistvu, kjer dihamo, včasih do vode sploh ne pridemo. Ampak ljudje rečejo, da so raven to rabili. Wow. A veš, kot da pač če znaš prisluhniti, pa če te človek res zanima, mu lahko tudi pomagaš. Oziroma pomagaš, lahko ga usmeriš, lahko ga podpreš, pomagati si moraš sam. Kje te pa lahko ljudje najdejo? Lahko me najdejo na Facebooku, na Instagramu, na moji spletni strani. Na medmrežju, torej. Ja, tako ne. Bomo dali kakšen link pod video. Ali pa na YouTubu je ogromno intervjujev iz različnih medijev. Lahko s tem začnejo, če znajo hrvaški, lahko začnejo s čisto zadnjim, pa najbolj aktualnim trenutno, ne, na robu znanosti. Ja. Ja, ta je špica. Ja, ta je res v bistvu kvaliteten intervju. Drugače sem pa pač gostoval na vseh televizijah slovenskih, pač tudi lokalnih, v različnih revijah, medijih, pač marsikje so me poklicali na intervju. Super. Kako se lahko naučimo bolj sprejemati nepopolnosti življenja in s tem zmanjšamo odpor proti stvarem, ki jih ne moremo nadzorovati? Odločitev. Ker ljudje smo navajeni v bistvu kontrolirati tudi tisto, kar ne moremo. In v bistvu s tem sami sebi povzročamo ogromno stresa. A veš, te stvari, to kar se zdaj pogovarja, to je vse procesne. Ti ne moreš reči, mislim, težko rečeš, bom spustil kontrolo, ne bom se obremenjeval, ampak navada je v ozadju. A veš, še vedno te navade so ful zakoreninjene v nas, ne. In mi se pač odzivamo se avtomatično, na avtopilotu. Pač gre se samo, da mi raven s prisotnim dihanjem. Ja, spet prideš nazaj, ne? Vedno prideš nazaj k prisotnosti. Ja, opazovanje. In pol vidiš, samozavedanje, ti pol vidiš, na katere stvari dejansko lahko vplivaš, na katere pa ne moreš vplivati. Ja, pa se pol enkrat, ko imaš ta nivo zavedanja, se pol je norost, da bi se ukvarjal s stvarmi, na katere ne moreš vplivati. Se pravi, ne vem, vplivaš lahko absolutno nase, pa če vidiš kakšno stvar, recimo, ne vem, da lahko vplivaš, pa da lahko spreminjaš, ne sebe, ampak določene situacije, vedenje, karkoli. Pač, da vidiš, da boš svojim, se pravi, svojim vložkom časa, truda, energije lahko nekaj naredil na nekem področju, pač ja, pol to narediš.
pomagaš, podpreš. Ampak če vidiš, da so to področja, na kjer absolutno nimaš nobenega vpliva. Pač tudi narava, ne, rosta raste, drevo raste, voda teče. Zdaj, boš ti o tem razmišljal ali ne boš razmišljal, te procese se dogajajo in se bojo skozi dogajati. Se pravi, dejansko, ja, pač vplivaš lahko nase, na svoje vedenje, na svoje odzive, pa pač ne stvari v življenju, kakšne situacije, ki se pojavijo, kjer dejansko lahko se nekaj spremeni, tam se splača vložiti neki trud ali pa čas, energije, volje. Ogromno ljudi je pa večino časa ujetih v nadzor tistega, kar se ne da nadzirati. In tukaj recimo vidim velikokrat, ko starši, primer, hočejo nadzorovati odrasle otroke. Ali pa pač karkoli, pa ne moreš nadzirati. Lahko nadziraš sebe, ampak zakaj ljudje nadziramo? Ker nas je strah. Sploh se ne gre za druge ljudi ali pa za situacije. Gre se za to, ker se mi bolj počutimo varne, če lahko nekaj nadziramo. Ampak življenja ne moreš nadzirati. Življenje gre. Življenje je flow. Lahko se sprostiš, jaz pravim, prevežeš, pa uživaš v vožnji. Super iztočenca. Kaj zate predstavlja kakovostno življenje in katere vrednote te pri tem vodijo? Kakovostno življenje, se pravi, jaz, ko rečem obilje, tukaj mislim, veliko ljudi pomisli na denar. Absolutno je denar pomemben. Ampak, ko rečem obilje, mislim na zdravje, odnose, počutje, denar, vse kompletno. Ker duhovni pa materialni svet nista ločena. Obstaja samo en svet in v tem svetu se vse prepleta. Se pravi, obilje na vseh ravneh. Ker spravim tudi zdravje ni samo odsotnost bolezni. Je veliko več. Ko me pa sprašuje za vrednote, iskrenost, da si zvest sebi, sočutje, empatija, razumevanje. Ampak tudi sočutje do sebe, a ne? Vse izhaja iz tebe. Če ti nimaš sočutja do sebe, ga ne moreš imeti do nobenega. Kako si ti s tem bil tekom življenja? Kako si zdaj? A si se kdaj počutil, da si pregrob do samega sebe bil? Pa preveč samokritičen? Še ne dolgo nazaj. Ja, ker to se mi zdi tudi zelo pomembno. Ja, to je pa spet proces. Ampak se pravim, to je ponotranjen glas staršev, trenerjev, učiteljev in tako naprej. Ker pač, veš, nisi dosti dober, si ni zaslužiš. Pač v tem tekmovalnem svetu je to tako. Veš, skozi se nekaj primerjaš, skozi se dokazuješ. Jaz se zdaj šele učim. Učim se v bistvu biti nežen do sebe, prijazen do sebe, empatičen, sočuten. Ker pač sem bil navajen drugače, ampak ko si neizprosen do sebe, ko si strog do sebe, ti si tak tudi do drugih. Drugi so samo neko ogledalo. Ogledalo tvojega notranjega doživljanja. Ampak moram pa reči, da lepo napredujem. Da nekako čutim vedno več te mehkobe, vedno več sprejemanja, pač ljubezni. Pomeni, da se tudi dostikrat, ne vem, pohvalim sam sebe. Vedno večkrat se tudi pobožam, se tudi objamem. Se pravi, pač ja, sam sebe. Pa nič ni narobe s tem, ne? Ne, ker veš, ti nekoga objameš ali pa pobožaš, je normalno, ne. Ali pa pohvališ, ne? Vse druge, sebi prehvalo pa pohvalo, sebe pa nikoli ne. Zakaj ne bi sebe? Ja, saj mi rabimo druge ljudi, mi smo socialna bitja. In je zelo lepo, če imaš nekoga, ne vem, ki si zaupata, ki se podpirata, ki se razumeta, ki si izmenjujeta ljubezen. Ampak osnova je pa, da si lahko to daš sam. A pa si šele zdaj, v tem času začel risati oziroma slikati?
Ja, pač to me Ali si to že skozi počel? Ne, kje pa, to Kaj s tem povezan tudi? je, absolutno, zato ker pač jaz sem skozi mislil, da to ne zmorem, da to ne znam. In mi je pa moja terapevtka v bistvu rekla, a si kdaj probil risati? Pa si rekel, ne, ker ne znam. In je pa, daj probi, ne, a veš, in pol dejansko v bistvu, tako me je to ful tuje, ampak to, ko sem začel ful uživati v tem. In to je tako, res te pomiri, res te dejansko v bistvu, takrat si v stiku s sabo. Daš neko meditativno glasbo v zadju ali pa v tišini, če ti paše, in dejansko, ker pri slikanju moraš biti fokusiran. Ja. Tam si res prisoten. Ja. In pač to so samo različne tehnike ali pa različne poti v bistvu, ki ti pomagajo na poti nazaj k samemu sebi. Pa kjer imaš še tehnike? Poleg vseh, ki smo jih že omenili, a si dnevnik tudi pišeš? Kako delaš samo refleksijo, samo analizo? Dnevnik sem včasih malo pisal, pa čeprav ful lepo pišem, ampak nekako na ta način dnevnik tukaj se pač sebe nisem našel. Se pravi, probam čim bolj poenostaviti. Pri meni večina se vrti okoli dihanja. Ja. Se pravi, to je tudi moj, ne vem, jutranji pa večerni ritual, absolutno. Rad preberem dobro knjigo, rad bobnam, rad plešem. Poleg tega, kar si že omenil. Ne. Tako da, ampak dihanje mi je tisti kor, se pravi, se pravi, jaz vse postavljam okoli dihanja. Dihanje mi je center, pol pa v bistvu, kar začutim. Sem šel pogledat, veš, na medmrežju, sva prej rekla, če si že napisal kakšno knjigo, ki res fajn pišeš, res se fajn izražaš. To je tak izziv moj. Nisi še, ne? Ne. Meni je ful prijatelj se rekel, da moram jaz knjigo napisati. Ja. In jaz tudi nekje vse čutim, pač, da jo bom. Prav presenečen sem bil. Ja, ampak Res. ne, nisem, ker je fora tem, jaz vse, kar pišem spontano. Ko pa rečem, zdaj bi se pa mogel sesti pa pisati, pa ne morem. Ja. A veš, meni je vsak zapis je pri meni spontan. Za knjigo moraš biti... Pa stvar tistega navdiha, tistega momenta, ne, verjeten. Ja, ampak knjigo se odločiš ponovati, pač je tudi neka doslednost, pa jo pišeš, ne. A veš, jaz pa nekako, ne vem, meni se to zaenkrat se mi upira. Jaz, ne vem, ko začutim, pride skozi mene, ne vem. Pač takrat napišem in pa spet ne, in ko pride spet nekaj napišem. Zanima me, pač marsikaj, zanima me sploh ta... Jaz pa mislim, da bi bilo škoda, če ne bi napisal knjige. A veš, zlil svojih uvidov na papir, pa pol pa se verjetno razšir znanje. Ne? Ja, verjetno presle bom, ampak se pravim, da sem pač še vedno fokusiran na ta raziskovanje, v bistvu pa kaj lahko še dam temu svetu. In takrat, ko boš napisal, pa je izdal, moraš nujno se oglasiti. Če bo paratel še pred tem, si pa tudi zmer zelo toplo vabljen. Hvala. Zdaj moramo pa tole predelati, kar smo do zdaj slišali. Mislim, da je bilo za en podcast v bistvu, da je bilo več kot dovolj informacij. Res, iskreno ti hvala. Ful si navdih, ne? Da smo spet pri dihu. Pa tako kar rad rečem, da je ostan tako svetla točka te družbe še naprej. Hvala, to kar jaz lahko rečem, pač dal bom vse od sebe. Jaz vedno tako nekako razmišljam, potrudim se po najboljših močeh, pa se pa odvežem od rezultata. Ker nočem, da me bremeni, da nekaj moram, ampak to tudi učim pač svojo hčerko, to pač povem vsakmu, ni pomemben rezultat, pač daj vse od sebe v tem momentu, kar lahko daš. A imaš mogoče še kakšen citat, čisto za zaključek, ali pri tem ostanemo, kar si lihkar rekel? Za kakšen citat, to bi se mogel mogoče malo naprej pripraviti. Ne, ni. Povedal sem pač iz sebe to, kar čutim ta moment. Tako da, citatov si ti par povedal. Mislim, da je dovolj. Konec koncev, citati so nekaj, kar je nekdo napisal, so super stvar, ampak jaz raje govorim sebe.
pa živeti to. Ne? Ja. Ej, a deva en športom pozdrav, tole umakneva, klele takole, da se nova prepletala. Evo. Lahko. Ajde, čau, čau. Ajde, čau, Živijo. čau. Čau.